naš podmladek zares aktivni, nima nobenega problema z Mladinskim svetom Slovenije. Zgodila se je pa ena druga zadeva. Mi smo zaprosili za pridruženo članstvo, oddali vse dokumente, že novembra lansko leto. Potem postopek je sledeč, da gre to na kolegi predsednika, kjer ga obravnavajo, in mi smo dobili pozitivno mnenje. Zadeva je šla potem na zbor, kjer bi moralo biti glasovanje zgolj formalno, glede na to, da smo pač izpolnjevali vse možne pogoje, s tem, da smo imeli pač to pozitivno mnenje. Bila je tam tudi ustna predstavitev, sem bila tam, povedala zadeve, pričakovala tudi kakšno vsebinsko vprašanje. Vprašanj ni bilo, sploh pa ne z organizacij, ki so potem bile vzdržane, kar pa zame pomeni biti vzdržani kot biti proti. Šlo se je za dve organizacije, in to je bil Mladinski ceh kot nepolitična organizacija ter SDM, se pravi Slovenska demokratska mladina. In tu se meni odpira vprašanje, zakaj je prišlo dejansko do te blokade, ker mi smo potrebovali 8 glasov, dobili smo jih 7, 2 vzdržana potem, in se res odpira vprašanje, čemu, ker razumem, da bi bilo nekaj na vsebinski ravni, da mogoče mi ne bi izpolnjevali kakšnih pogojev oziroma da bi kolegi dal nek pridržek, ampak tle bi jaz rekla, da vse, kar se tiče Slovenske demokratske mladine, je bilo verjetno politično pogojeno, ker mogoče je bilo celo neusklajeno med njimi, da mogoče tisti človek, ki je bil tam, sploh ni vedel, kaj glasuje, ampak zdi se mi malo sporno, in ker Mladinski svet Slovenije kot krovna mladinska organizacija ne bi smel biti nek poligon za merjenje moči podmladkov, ker podmladki predstavljajo v bistvu tretjino članic Mladinskega sveta Slovenije, in tudi mi se ne priključujemo Mladinskemu svetu zato, da bi tam neki politično delovali, ker mi imamo prostor za politično delovanje marsikje drugje, Mladinski svet Slovenije pa pač neka organizacija, ki pripravlja pač mladinske politike, ki je v pomoč tudi Uradu za mladino, včasih tudi v pomoč vladi, sploh zdaj, ko po novi koalicijski pogodbi predvidevamo tudi razne prestrukturiranja in Urada za mladino, potem postavlja se Svet vlade za mladino, in tu bo Mladinski svet Slovenije tudi imel nek doprinos. Poleg tega, da izvajajo cel kup nekih neformalnih izobraževanj, zato s tem je tudi, delijo se tudi finančna sredstva, in tudi to je, če pride ena članica nova zraven, potem mogoče je teh sredstev malo manj, ker gre to na več delov. Špekulacije seveda se pojavljajo, in te špekulacije gre predvsem v to smer, da je bila to politična odločitev. Jaz sem potem tudi po tem glasovanju, se je tam odprla diskusija, prisoten je bil tudi direktor Urada za mladino, in vsi so bili zelo začudeni, kako da je lahko prišlo do ene take zadeve, ker niso želeli obrazložiti glasu, so rekli, da je to pač njihova pravica, da tako glasujejo. In na vsebinski ravni je normalno, da se ne strinjamo na vseh zadevah, ampak tukaj se je šlo v bistvu samo za priključevanje. In če se gre za neko priključevanje neke organizacije, ki pač izpolnjuje vse pogoje, ki ima celo status strani Urada za mladino nacionalne mladinske organizacije, in to že drugo leto celo, potem tle ne bi smeli biti nobenega vprašanja. Ima kdo glavno besedo v tem Mladinskem svetu Slovenije? Kako deluje ta Mladinski svet Slovenije? Mladinski svet Slovenije je sestavljen iz 15 mladinskih organizacij, ki morajo biti pridruženi člani, morajo imeti vsaj 150 članov, je pa tako, da v prvem letu si seveda samo pridruženi član, potem zaprošen za polnopravno članstvo. Glavne besede, v bistvu vse organizacije imajo isto besedo, so pa sestavljeni tako, da izmed sebe izvolijo tudi predsednika, imajo podpredsednike, vsak je pač za svoje področje zadolžen, 4 ali 5 podpredsednikov je, imajo sekretarja, pač taka normalna sestava kot v vseh drugih organizacijah. In kolegi predsednika je normalno, da je tisti operativni organ, ampak najvišjo moč ima pa zbor, seveda, ampak zbor se skliče 2-krat, 3-krat, 4-krat letno, mogoče več ne. Kaj zdaj sami pričakujete? So še možnosti, da se sedaj v bližnji prihodnosti pridružite Mladinskemu svetu Slovenije? Možnosti so, ja, seveda. Mi bomo zdaj pač na naslednjem zboru spet zaprosili za članstvo, in tudi mislimo, da glede na to, da tudi iz strani SDM-ja, sicer ne iz teh vodilnih struktur,
so že tudi do mene prišle informacije, da jim je žal, da si ne znajo razložiti, zakaj je lahko prišlo do tega, ne? Ker očitno so tudi oni med sabo imajo neke probleme in neke neusklajenosti, ne? Ker to so stvari, ki res ne bi smeli biti politične in jaz upam, da niso bile, ne? Čeprav v bistvu vsi indici grejo v to smer, ne?